sem začutila tele metuljčke in sem jih zdajle tole pol ure spet podoživljala, tako da hvala. Mi je bilo lepo se spet spominjati teh časov, ko sem točno to, kar je gospa Jelica govorila, tudi sama sebi zastavljala, podoživljala, si odgovarjala, si pisala, se mučila sama sabo in prišla do odločitve, ja, grem na tisto pot, kamor me vleče in pogumno naprej. Tako da tole sem bila jaz še 3 leta nazaj. Doktorica komunikologije, predavateljica na fakulteti za družbene vede, tole je slika z podelitve mojega doktorata in to sem jaz v pisarni FDV-ja, čakajoč na nadebudne študente. Predavala sem novinarstvo, televizijsko novinarstvo, multimedijo, študirala, raziskovala, spodbujala študente na poti k diplomi in k magisteriju, bila srečna v tistem mehurčku predavalnice. Ko sem stopila v predavalnico, odprla vrata, videla glave študentov, več ali manj v pričakovanju predavanj, nekateri pa seveda zdolgočaseni, tako kot vedno, takrat se je zame ustavil svet. Tisti uro, 2 je bilo krasno. Izmenjava, debate, mlada energija, velike oči v pričakovanju tega, kako bodo enkrat veliki novinarji, uredniki, voditelji, predvsem na televiziji, to so se vsi želeli biti. To je bil svet, ki je meni bil pisan na kožo. Ko so se vrata zaprla in ko sem šla v kabinet, sem bila spet nesrečna. Dolga leta študirala zato, da sem to postala. Pri 29 letih doktorirala, vsi so mi čestitali, vsi so bili ponosni name, starši, seveda še najbolj. In kaj sem ugotovila? Ja, vse sem dosegla veliko. Ja, največ res ni veliko 29-letnic, ki imajo doktorat v žepu, ki imajo redno službo za nedoločen čas na fakulteti, ki jim gre vse kot po maslu. Ampak zakaj tukaj se ne čuti tako dobro? Zakaj to ni to? Lahko bi se rekla, Matej, odženi ti misli, super se imaš, lepo ti je, imaš partnerja, načrtuješ mi družino, to je najbolj stabilno okolje, znotraj katerega je družina, lahko živi. In sem si rekla, dobro, počakaj, to je zdaj varno okolje, zdaj imam lahko družino. Rodila punčko, odšla nazaj iz porodniške in ugotovila, da sem spet noseča. Se zgodi, želela sem imeti majhno razliko, sem slišala, da je to fino, da se pol otroka med sabo lahko lažje igrata. In nesrečna druga nosečnost, krvavitve, takoj v bolniško, takoj se vlešt, če hočete obdržati tega otroka. Ja, seveda se bom vlekla in sem šla na bolniško. In potem se je otrok rodil, hvala Bogu, vse v redu. Fantek spet na porodniški in so menila 3 leta. Ko sem jaz prišla nazaj na fakulteto in ugotovila, da so vsi pozabili name. Da me ni. Mislim, ja, sem bila, vse sem dobila nazaj pač tiste svoje predmete. Ni me bilo v projektih, ni me bilo v raziskovalnih skupinah, samo za študente sem spet bila. In ko sem slišala, ko se je začelo govoriti, da sem predobra mama, ker sem postavila svoje otroke na prvo mesto, se mi je tako velik klicaj nad glavo pojavil. Ne, nisem predobra mama, če sem se sama odločila, da bom rodila 2 otroka. In če sem se sama odločila, da jih ne bodo vzgajale varuške, da jih ne bodo vzgajale babice in detki, ampak jaz. Da hočem videti vsak njun prvi korak, slišati njuno prvo besedo, ne pa sedeti za knjigami, študirati, raziskovati. In te občutki so postajali še dalje hujši. Če temu zdaj prištejete, dobro, rekla sem, da sem imela 2 otroka v kratkem času in da ta otroka sta približno tako dinamična kot jaz, kar pomeni, da nista nič spala. Ja, 3 leta
neprespanih noči se je seveda nakopičilo. In ko je človek neprespan, veste, kako to je. So te težave, ki jih vidiš, še toliko večje, kot so v resnici mogoče. Kaj se je začelo dogajati? Bežala sem. Bežala sem v šport. To je tisto, kar me je najbolj sproščalo. Že od nekdaj sem bila športnica, poskušala vse različne športe, našla sem se v plesu, plesala celo osnovno in srednjo šolo, potem na faksu, ker sem bila pridna, sem nehala plesati, ker ni bilo časa, ne bi bilo treba študirati. Vrnila sem se nazaj v šport. Našla sem fitness in ko sem začela prelagati uteži, se mi je zdelo, da prelagam svoje bremena življenja. Iz ene na drugo strani. Te uteži so bile zelo poslušne, kam so jih dale, tam so ostale. Potem sem se začela udeleževati vodenih vad, ker mi je bilo fino, ker sem dobila tam energijo podobno mislečih. Bolj kot smo se potili, bolj kot smo delali, bolj sem se počutila. In na koncu sem gotovila, da sem v fitnessu skoraj več kot na fakulteti. In vsakič, ko sem šla skozi vrata fakultete, sem imela cmok v grlu. In potem sem se dan ustavila, gledala svojega otroka in sem rekla, Vesna, stara si 34, 35 let. Otroka sta stara 2-4 leta. Doživela si vse, videla si vse, kako sta prvič rekla mama, kako sta ostala, kako sta se usedla, kako sta shodila, vse si to doživela, to si želela. Zdaj je pa čas, da pomisliš nase. A res misliš še nadaljnih 30 let s cmokom v grlu, hoditi skozi fakultetna vrata, se zabijati glavo skozi zid, ker vidiš, da pač ti to ne ustreza, da ta akademski svet, ki je poln abstraktnih tem, mogoče pa vseeno ni zate, mogoče si vseeno večkrat bolj prizemljen človek, bolj dinamičen, predvsem pa hočeš videti takojšnjo reakcijo, takojšnji učinek svoje akcije. In sem se usedla in sem vzela list papirja in sem si začela pisati pluse, zakaj bi ostala, in minuse, zakaj bi šla. Tukaj so bili 3 plusi, tukaj je bilo 10 minusov. In potem sem si tisti list pustila na mizi in ga nisem pogledala en teden. In čez en teden sem se spet usedla in sem rekla, Vesna, kaj še čakaš? Začni razmišljati še v kakšnih dodatnih možnostih, nehi se mučiti. In sem se odločila, da bom odprla popoldanski SP in da bom poskusila to drugo stvar, da vidim, če meni to sploh ustreza. Nekaj je hobi, nekaj je tisto, kar te sprošča enkrat, dvakrat, 3-krat na teden, nekaj je pa od tega živeti, se temu res posvetiti, hoditi v to novo službo, tudi takrat, ker se ti pa ravno ne ljubi trenirati. Takrat, ker nimaš ravno dan, ker se malo slabo počutiš. Odprla sem popoldanski SP, šla narediti licence, najprej za vodene vadbe, ki so mi bile najbolj všeč, in vmes še licenco za fitness inštruktorico, študirala vse vikende, nabirala znanje, ker sem rekla, če se hočem tega lotiti, potem pač neko osnovo moram imeti. Zelo uživala v tem popoldanskem delu, če dalje bolj ugotavljala, ja, to je tisto, kar meni daje energijo, ne da mi jo jemlje, ampak ne samo, da jo imam več, vsi drugi mi jo dajejo. Družim se z ljudmi, ki so mi po miselnosti blizu, po energiji blizu. To je to, jaz pridem domov z več energije, kot ko sem šla od doma. Ko sem se poskušala, ko sem se pripravljala na tole moje predavanje, spomniti tistih občutkov, ki so me prevevali takrat, zdaj to že 3-4 leta nazaj, pa slabe stvari, tak ljudje najlažje potlačimo, najraje. Sem našla na Facebooku tole mojo objavo, ki najbolj ponazarja občutke, ki sem jih takrat imela. Tjale proti sončku sem šla, cesta je bila pa taka, zavita in nisem vedela, če bom šla do sončka, ampak vedela sem pa, da tja hočem priti. Reakcije ljudi so bile seveda grozne, ne? Pa kaj sta?
a se ti je zmešala, krizo srednjih let, ali imaš porodno depresijo, ali kaj je narobe. Pa ljudje nič ni narobe. Samo ugotovila sem, da to ni zame. Pa kaj, če imam doktorat? Pa kaj, če imam redno službo za nedoločen čas? Ja, vem, kriza je. Ne, niso prijetni časi, vsi bi dali vse, da bi službo za nedoločen čas. Ampak jaz ne nočem, ker ne uživam v njej, ker trpim v njej. In en izmed sprožilcev je, da sem šla k mojim staršem, ki sta me seveda podpirala celo življenje in skrbela in plačevala za to konec koncev, da sem jaz to daleč odšla, sem se usedla in se rekla, mami in oči, jaz o nečem razmišljam in vidva to morata vedeti. In me zanima vajno mnenje. In vse povem, razložim, zraven se 5-krat zjokam, ne? In na koncu mi oče reče, Vesna, to poslušaj. Nikogar drugega. In sem rekla, hvala oči, vstala in to na to. In sem se odločila. In danes sem to. Ja. To sem jaz, to je moja strast, to je moj hobi, to je moje življenje. To je Vesna, ki jo čutim, ki jo živim in na katero sem še bolj ponosna od vseh tih doktoratov, znanstvenih monografij, člankov. Ja, še vedno sem doktorica znanosti, ne, nikoli se nisem predstavljala kot doktorica Vesna Laban. Danes me moje stranke v fitnessu včasih hecajo, ja, gospa doktor, tako bomo to naredili, se jim zdi fino, meni je pa čisto vse. Ja, to je to,